Pozdravljeni v nadaljevanju učenčevskih tem. Po premisleku sem se odločil, da bom občasno posnel spet še kak video, tako kot ko bom, ko bo kakšna tema, ki se mi zdi pomembna za učenčevstvo, ta serija je namenjena vprašanjem, ki se pojavljajo na učenčevski poti, se pravi, namenjena ljudem, ki želijo hoditi za Jezusom kot učenci. In tako kot se mi bo utrnila kakšna tema, jo bom objavil. To ne bo redno, tako kot je bilo prej na začetku te serije. Tako da tukaj edino, kar vam lahko svetujem, je, da se spodaj naročite na ta kanal, ker potem boste obveščeni, kdaj nova tema pride. No, toliko, zdaj pa dosti reklame, pa bi šel kar k današnji temi, ki je ljubezen in poslušnost, oziroma poslušnost in ljubezen. To se mi zdi, in to vemo, to je izredno pomembna tema za učenčevstvo. O tem se precej govori, da je to ključno za to, kako, za duhovno rast, je ta poslušnost, In recimo med učenčevskimi gibanji se dostikrat prav omenja tudi en koncept, ki ima kratico IRCO, in to je v angleščini Immediate Radical Costly Obedience. Se pravi, takojšnja, radikalna, korenita poslušnost, ki me veliko stane, ki me nekaj stane. To bi bil en tak prosti prevod tega. In se omenja to kot en ključnih elementov te učenčevske hoje, ena ključna kvaliteta, ki jo potrebujemo, če res želimo rasti kot učenci, uspevati kot učenci, obroditi sad kot učenci. In to velja tako za posameznika, kot potem za skupnosti, ki probajo že v samem načinu, kako, ko se dobivajo, ko se srečujejo, poskušajo to poslušnost prakticirati skupaj tudi, ko se dobivamo v 3/4, gre točno za to, gre za to, da je ta element ene take poslušnosti vgrajen noter, No, in zdaj začel bi s tem, da sta poslušnost in ljubezen povezani v Svetem pismu. In nekateri tako rečejo, da je to božji jezik ljubezni, če govorimo o jezikih ljubezni, je to jezik, s katerim Bogu izkazujemo ljubezen. In tukaj bi nas sam spomnil na par takih najbolj tipičnih mest, ko recimo Jezus v tem dolgem poslovilnem govoru proti koncu Janezovega evangelija omenja to na več načinov. Recimo reče takole: če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. In tukaj gre v bistvu iz ljubezni v poslušnost. In to je Janez 14:15. Ampak pove tudi v obratni smeri: če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni. To je pa Janez 15:10, tako je dobro bilo prebrati vse skupaj, da vidimo. To je tipično za Janezovo evangelije, se te teme tako prepletajo in se obračajo, No, se pravi, tukaj imamo pa smer iz poslušnosti v ljubezen, v Kristusovo božjo ljubezen, Se pravi, Bog doživlja to kot ljubezen, zato je, pri Bogu očitno je to dvoje združeno, ali kako naj rečemo. In vidimo, ali pa lahko še drugače pogledamo, tukaj bomo šli malo nazaj v Staro zavezo. Zdi se, da je tisto božje upanje, tisto, kar si Bog res želi, se pravi Bog, kaj ima v svojem srcu, kaj si želi, je to, da je tle človek, ki ga posluša, Recimo, če beremo to veliko preroštvo iz Izaija v 55. poglavju, najdemo na začetku poglavja, najdemo takele besede, Bog pravi: poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša, nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte me in živela bo vaša duša. Bog si sam želi: poslušajte me. In tudi v psalmih beremo podobno: ko bi me moje ljudstvo poslušalo, jaz bi jih nasitil, jaz bi uničil njihove sovražnike. Bog si tako strašno želi človeka, ki ga posluša. To je pač božja želja, Ali pa drugače v Ezekielu recimo beremo obljubo, ki se pravzaprav veže na naš čas, na čas nove zaveze. Obljuba prav tako: svojega duha
denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Tle pa govori Bog pravzaprav o svojem načrtu, da bo to tudi uresničil, prav z darom svojega svetega duha. Se pravi, tukaj vidimo pri Bogu to veliko povezavo in koliko je pomembna poslušnost in koliko je povezana z ljubeznijo do njega in ljubeznijo od njega. No, ampak seveda pogosto pa tukaj naletimo na dva problema in te dva problema bi rad na kratko pregledal. In prvi problem je ta, ki bi mu lahko rekli legalizem ali pa poslušnost brez Kristusa. Namreč, da probamo biti mi poslušni brez njega. In ta problem se mi zdi je še posebej slovenska težava. Ne vem, zaradi naše zgodovine se mi zdi, da imamo Slovenci še posebej tukaj težavo, da ko slišimo besedo poslušnost, jo dojemamo kot golo pokorščino. Se pravi, podrejanje zaradi podrejanja in tudi potem seveda mislimo, da moramo pristopiti k Bogu v enem takem odnosu, ki govori kot, izpolnjuj zapovedi in Bog te bo sprejel. Se pravi, mi se moramo tle nekaj truditi in biti dobri in pol nas bo Bog mogoče sprejel. In seveda je tudi nevarnost, ko beremo recimo tele besede, ki smo jih prej prebrali, da jih slišimo kot da je to nek tak odnos, da je tukaj predviden, da mi se moramo truditi biti poslušni in če bomo res zelo poslušni, nas bo pa Bog imel rad, nekaj v tem smislu. In to je velika in globoka laž in nevarnost in seveda to ni tista poslušnost, o kateri Jezus tukaj govori. Tukaj to ni mišljeno, se pravi, da bi mi bili poslušni zgolj iz občutka dolžnosti ali pa še slabše, zgolj iz občutka krivde. To je slepa ulica in to ni Božja volja. Zaradi tega o tem ne govorimo in tega ne mislimo, ko govorimo o poslušnosti. O tej učenčevski poslušnosti. To ni učenčevska poslušnost. To je poslušnost in to je neka druga poslušnost. No, potem imamo pa tukaj še drugi problem. To pa je zgrešena predstava o brezpogojni ljubezni. Temu bi pa lahko drugače tudi rekli neposlušnost s Kristusom, kot da bi bilo to možno. Ampak, kada je zaradi Kristusa, lahko delam, kar hočem. In to je seveda nasprotje legalizma, tako kot je legalizem napačen v eno smer, gre pa tole v drugo smer in je prav tako popolnoma zgrešeno. In tukaj je taka, gre za to mentaliteto, lahko živim, kakor hočem, ker me Bog itak brezpogojno ljubi. Karkoli Bog me bo brezpogojno ljubil, lahko delam, kar hočem. In tle je zdaj problem tudi malo prav v tej besedici brezpogojno, ker seveda kot take te besede ne najdemo v Svetem pismu. Najdemo in zato jo lahko razumemo na dva zelo različna načina, en je pravilni, en je pa popolnoma napačen. Dejstvo je recimo tole, v Rimljanom 5:8 piše: Bog izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. In tukaj je neka brezpogojnost, tukaj vidimo v tem smislu, Bog se je obrnil k nam v ljubezni, v veliki silni ljubezni, pri tem, ko smo mi še v grehu. Se pravi, Božja ljubezen prihaja k nam brez tega, da bi on od nas pričakoval, da mi lahko kaj naredimo za to, da bi si zaslužili to ljubezen. In to moramo zelo močno slišati. To je evangelij. To je dobra novica. Ampak seveda to pa nikakor ne pomeni, da zdaj od te točke naprej lahko mi živimo, kot smo živeli prej. Bodimo pozorni, v tem, kar smo prebrali, je preteklik, ko smo bili še grešniki. Čeprav smo še vedno grešniki. Se pravi, tukaj, že sam, kako je, če natančno beremo, kako je ta vrstica formulirana, kako je izražena, vidimo, da je tukaj predpostavljeno, da se je neka transformacija zgodila tukaj, da zdaj nismo več Božji sovražniki. Se tudi, če preberete celo Rimljanom 5, vidite, da zdaj smo pa spravljeni z Bogom in se pravi, smo v drugačnem odnosu. In seveda potem
tukaj je nujno prebrati tale odlomek iz drugega pisma Korinčanom, 5. poglavje 14-15, kjer prav takole. Pavel, Kristusova ljubezen, se pravi govori o Božji ljubezni, Kristusova ljubezen nas stiska. Se pravi, ta ljubezen nekako deluje, ima eno delovanje in je zanimiv, stiska nas. Ja? Saj smo presodili takole. Eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obojen. Se pravi, Božja ljubezen deluje, je aktivna, nas formira na nek način, nas oblikuje, preoblikuje, transformira. Ja? V to, da začnemo razmišljati in živeti in bivati tako kot Jezus, tako kot Kristus. On je tako razmišljal. Ne? On ni živel več zase, ampak za Boga in za druge, za nas. Ne? In zdaj mi, ta ljubezen, ta izjemen Božji dar, izjemna Božja milost, ki nas doletava v Kristusu, nas dejansko stiska, nam ne pusti drugače misliti, prav Pavel. Ne? In sej tudi čisto tako preprosto pomislimo, se tudi iz vsakega človeškega odnosa je to že jasno, če nekoga res globoko ljubi, če ga ima izredno rad, ne, ampak mu drugi sploh ne odgovarja na to ljubezen, je pa tle ni ljubezni vmes, ne moramo govoriti, da je tukaj vmes ljubezen. In drugi lahko kvečem mogoče zlorablja to ljubezen. Dejstvo je takole, ne, pravi Svetopismo, mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil. To je realnost, v katero nas Bog postavlja. Božja ljubezen gre naprej, gre pred nami, štarta in tudi reštarta odnos, ampak nujno pa kliče naš odziv. Ne, če se pa mi ne odzivamo nazaj z nikakršno ljubeznijo, ki potem pomeni točno to življenje, Kristusov način življenja, da ne živimo več zase, ta ljubezen nas sprazne samega sebe, nujno tako deluje in nas seveda pri tem globoko osvobodi. Ne? Če ne, pa nekaj narobe. Ne? Se pravi, Bog nas vodi in jasno, njegova ljubezen zmeri neskončno presega našo. Nujno pa seveda deluje in kliče v nas odziv in nas tudi, bom rekel, usposablja. Božja ljubezen je moč, da se odzivamo. Ne? In ja, zakaj kdo ne bi hotel vstopati v tak odnos z njim? Se to je nekaj najboljšega, kar je možno. In se pravi, ta pravi način poslušnosti je pa to, čemer bi lahko rekli, življenje na Jezusovi poti, življenje učenca, oziroma lahko rečemo, to je pa zdaj poslušnost s Kristusom. Legalizem je poslušnost brez Kristusa, drug problem je neposlušnost, ki kar hoče biti s Kristusom, pa ne gre, ampak ta prava pot je pa poslušnost skupaj z njim. Ker zdaj mi nismo več tujci Bogu. Božja ljubezen se je pripeljala k njemu. Bog ne samo, da nam hoče nekaj dati, Bog nam je dejansko dal in nam daje sebe v Kristusu po Svetem Duhu. In seveda je pa v tem smislu je pa goreč ljubimec in kot tak seveda nas kliče in čaka in pričakuje naš odziv in jasno, da ko se mi začnemo odzivati, ta odnos začne živeti in začne dajati vsakršen sad. In to je temelj učenčestva, to je temelj od temelja učenčestva, je točno ta dogodek, da nas Božja ljubezen tako transformira, da se mi lahko začnemo odzivati svobodno, ne pod prisilo, ne pod krivdo, ne pod dolžnostjo, ampak iz čiste prave svobode, za katero nas je osvobodil Kristus. Tukaj bi rad par še misli dodal, ki nam lahko pomagajo. Bog hoče priti do nas, ampak zdaj moramo vedeti, Božja beseda, ki ne bi bili poslušni, posreduje Boga samega, ker na koncu je Božja beseda Bog sam. Ne? Bog, ko beremo Svetopismo, ko se odpiramo Duhu, prihaja k nam Božja beseda z velikimi začetnicami, ki je sam Kristus, ki je sam Bog in ki nas transformira. Bog sam se nam daje prek svoje besede. In ko smo mi poslušni njegovi besedi, prihaja Bog v nas in to je smisel poslušnosti. Občestvo, združenost z Bogom. In tukaj še eno drugo stvar je treba nujno omeniti v izvirniku, tako v hebrejščini kot v grščini, je mnogo zapovedi
in vse glavne zapovedi so izražene kot prihodnik v bistvu. Ti ne boš prešuštvoval, ali pa ti boš ljubil Boga z vsem srcem, vso dušo, vsem mišljenjem, vso močjo. Se pravi, imajo po eni strani moč imperativa, velelnika, ki nam nekaj ukazuje, ampak lahko jih pa čist legitimno beremo tudi kot obljube. Ta beseda nam govori in nas hkrati že oblikuje v to. Bog nam pravi, vi boste ljubili Boga, vi boste ljubili bližnjega, vi boste delali učence, ki delajo učence in tako naprej. Vse te zapovedi imajo moč obljube tudi in v tem smislu nam prinašajo samega Boga. Se pravi, pri poslušnosti je temelj odnos, ki ga že imamo z Jezusom in ki vemo, je ljubezen, je čista ljubezen. Se pravi, iz tukaj ven, iz Jezusa samega črpamo moč in tudi, rekel, veselje, da ga poslušamo. Sej, če imaš nekoga rad, je to veselje, da delaš to, kar on želi, ker bi on rad nekaj, se to je stvar odnosa. S tem se točno odnos gradi, a ne. Se pravi, odnos pa še po drugi strani tukaj, ne, odrešeni smo tako, da smo pripeljani k temu bogatemu studencu, k temu prekipevanju Božje ljubezni, Božje dobrote, Božje moči tudi. To je smisel odrešenja in to piše, da smo blagoslovljeni z vsem duhovnim blagoslovom v nebeških prostorih v Kristusu Jezusu. Se pravi, tukaj je ves blagoslov je tukaj in mi izhajamo iz preobilja in iz tega preobilja se odzivamo nazaj z veseljem, s svobodo. Ja? Se pravi, tukaj gre pravzaprav za to, a ne, pri poslušnosti gre za veselje, za tisti edin možen, ta prav in skrajno svobodni in skrajno vesel odziv, da lahko delaš to, kar je dobro, to, kar je Bogu res všeč, ker vse, kar Bog pričakuje, je dober na 3., na 10. potenco. To je tisto, kar res daje smisel vsemu, to je tisto, kar daje polnost vsemu, to je tisto, kar daje življenje vsemu, svobodo vsemu. To je point, to je poanta poslušnosti, da vstopamo v to bogato prekipevanje življenja, ki je v Bogu, v Jezusu, v njem, ki ga je poslal v Mesiju, ki je dan za to, da mi živimo in da tudi prek nas to življenje teče v druge. In to je smisel poslušnosti in zato je poslušnost tako ključna za učenčevsko hojo.